Sestre in bratje v občestvu, ki želi razmišljati z veseljem po poti življenja, v tistem obnebju, kjer je doma bridkost. In najprej začnimo s preprostim klicem k tistemu, ki znotraj veselja in znotraj bridkosti živi. Jezus, hvala ti, da si nas zbral. Tvoji učenke in učenci smo, da se naučimo ob tvojem človečenju živeti majhnost, da se naučimo gledati tebe, ki se sklanjaš k človeku, v njegovo stisko in bridkost, da bi ga prebudil v zaupanje, da bi mu dal veselje do življenja, da bi ga napotil k očetu. Želimo biti s teboj, da nas navdihneš za služečo dobroto, kakor si jo živel ti, z vsakim od nas, za vsakega od nas. Spregovori nam, Jezus, očetova beseda in pošlji Duha, ki nas bo razsvetljeval in vodil v službo ljubezni s teboj in v tebi, ki živiš in nas ljubiš vekomaj. Razmišljanje iz življenja v življenje z veseljem začenjam s preprosto Pavlovo izkušnjo. Ne prihajam z modrostjo besede. Prihajam kot služabnik. In to sem vsak dan. Služabnik, ki se uči, služabnik, ki mora poslušati, služabnik, ki mora gledati s srcem. Iz življenja vsakdana v življenje, ki je polnost. To je vsa naša pot. In tu sredi življenja imamo pred seboj človeka. Človeka, ki odkriva smisel svojega življenja. Človeka, ki je celostno bitje. Človeka s svojo naravo, ustvarjenostjo, svojo zgodovino, svojo utkanostjo v okolje, s čustvenim življenjem in duhovnostjo. Človeka, ki se srečuje s trpljenjem, z umiranjem in smrtjo. Človeka s hrepenenjem po presežnem, po večnem, tistega, ki išče in odkriva Božje obličje. Obličje usmiljenja, kot je naslovil svoje pismo pred letom usmiljenja naš papež Frančišek. In tu sredi življenjske zgodbe srečamo človeka v njegovi človeškosti. Nikoli ne moremo mimo človečnosti, kajti neskončni je postal človek. In tu je žarišče vseh naših odnosov. Človek in odnos z njim. Ali ni Bog želel biti, Bog med nami, zato, da bi vzpostavil odnos zaupanja, ljubezni, kajti on prvi zaupa vame, da lahko jaz zaupam vanj. Zato je sredi vsega dogajanja, ob trpljenju, bolezni, preskušnjah, težki bolezni, smrti oziroma umiranju, je najprej človek. In vse temelji na pristnem
človeškem odnosu. Vsa skrb za bolnika, preprosto človeška, postaja duhovna. Vsa skrb za človeka, vse spremljanje je pravzaprav odnos pristne človečnosti. Kajti odkar je Bog postal človek, ne moremo drugače, če hočemo biti resnični, če hočemo biti rodovitni v odnosu. Kajti Jezus sam se je sklonil človeku. Kako pomenljivo je rekel gospod nadškof v pridigi. Kar je Jezus govoril, je v Svetem pismu. Kar je Jezus delal, je v svetih zakramentih. In prav ta odnos pristne človečnosti, ta odnos, ki je živet, je torej spremljanje človeka. Pravzaprav postaja v Jezusovi pričujočnosti bogočastje. Postaja v Jezusovi bližini znamenje in mora postati znamenje, da je Bog z nami. In kam je šel Jezus v svoji človeškosti iz betlehemskih poljan? Z betlehemskih poljan je šel kot očetov edinorojeni k človeku. In na koncu ga je objel tam, kjer je največja izpoved ljubezni. Objel ga je na križu. Zato je sleherna človekova pot, ki je zaznamovana, ker je človek s križem, vedno pridružena temu, kar je Jezus sprejel, kar je delal, torej je sprejel križ, zato da bo lahko s človekom, zato da bo lahko s Kalvarije negiben objel darovanje ljubezni vsakega v njegovi negibnosti, nemoči, stiski, bridkosti, vprašanjih, ki jih je mnogo in malo odgovorov. Da bo vstopil v njegovo bridkost, da ga bo objel, da ga bo prebudil za zaupanje, da ga bo prebudil v upanje, da ga bo vodil v veselje. On edini. Duhovna skrb, duhovno spremljanje človeka, bolnika, trpečega, je torej vedno notranje povezano v tem žarišču učlovečenja in kalvarije in zmagoslavja ljubezni. Zato zahteva naše srečanje z bolniki najprej preprosto človeško srečanje, preprosto sočutje, bližina, poslušajoče uho, biti uho, da zaslišiš, kje je s svojimi vprašanji, svojimi stiskami, svojim notranjim bojem. Kje je, bodi si doma od tolikih poprejšnjih dejavnosti pred boleznijo omejen, skrčen, preprosto na posteljo, mogoče sobo ali v bolniški sobi, kjer je spremenil okolje, je moral iz domačega, je moral v bolnišnico z mnogimi vprašanji, kako bo z menoj, in tam povsem druge razmere, drug ritem življenja. Vse to je polno vprašanj, polno notranjih vznemirjenj, polno bridkosti. Najprej preprosto biti človek. V Jezusovem imenu biti najprej preprosto človek ob človeku. To je prva pot, srečanje, poslušanje, da prebudiš zaupanje. Da prebudiš zaupanje. Poslušajoče uho tudi pomeni, da se dotakneš skrivnosti trpljenja, da se dotakneš bolečine, spoštljivo, ljubeče, trepetaje. Včasih drugega ne moreš, kot preprosto poslušati, biti odprt. Trepetaš v posteli, nimaš besed, ker veš, karkoli bi rekel, bi bilo nekaj tujega, ne bi prišlo do srca. Spomnimo se Joba in prijateljev, ko so ga zagledali na smetišču, vsega izmučenega. Jim je bilo grozno. En teden so molčali, en teden je bil samo molk.
In ko so spregovorili napak. Bog sam jih je moral poučiti, napak, iz svojega izhodišča, iz svojih načel. So prišli k njemu, pa niso dovolj molčali, dovolj poslušali, dovolj začutili. In Bog jih je moral poučiti. In pustimo se Bogu poučiti, da bi bili poslušajoče uho, da bi lahko pomagali, da se odpre za zaupanje, odpre za to, da se bo lahko razbremenil tolikih vprašanj. Pa ne gre za razumske odgovore, gre za to, da bo začutil, da ni sam, da bo vedel, da smo ob njem, zato, ker želimo biti z njim, ker želimo biti globoko v srcu, lahko žuborečo molitvijo, biti z njim poslušajoče uho, spremljevalci sočutja, bližine, podpore. V to nas vodi ljubezen. V to nas vodi tista ljubezen, ki želi spremljati. Kaj to pomeni? Biti ob njem, ne samo enkrat, ampak zagotoviti, tukaj sem zate. Tukaj sem zate v tvojem trpljenju, v tvoji bolečini. Tukaj sem zate, ker te imam rad, ker si dragocen. Koliko vprašanj v času bolezni, še posebej, če je to silovit preskok, preskok v trpljenje, nesreča, poškodbe, potem dolga rehabilitacija ali mogoče ostaja celo neozdravljivo, invalidnost. Ali pa drugod, da bolezen v novih valovih prihaja. Takrat moraš biti močan v sebi in zelo ponižen ob trpečem. Močan v sebi zato, da kličeš milost. Gospod, edino ti moraš. Edino ti, Gospod, lahko spregovoriš v srcu. Edino ti mu lahko razvodeneš. Da bo zmogel to pot. Da bo našel smisel. Jaz lahko samo spremljam. To je poudaril tudi Frankl, zelo pomenljivo. Ne morem dati smisla. Logoterapija, terapija smisla je, da spremlja, da bi ta našel smisel. In to je spremljanje ob bolnem, trpečem, tudi hudo bolnem, ki mora spuščati iz rok toliko stvari in ne ve odgovorov. Duhovno spremljanje iz izkustva spremljevalcev narekuje 5 vrlin. Človečnost in predanost. Preprosto biti blizu zanj. Potem zaupanje kot temelj pristnega srečanja z njim. Ne prihajam z nekimi kakršnimikoli tehničnimi načrti, z inštrumenti, je rekla dr. Klevišarjeva ponavadi. Prihajam preprosto odprt. Jezus želi, da sem v njegovem imenu tam. To je, da prebudim zaupanje, da po meni lahko prepozna, ja, je on. Sem v preskušnji, ga vprašujem, trpim, ampak potem, ki me spremlja, vidim, čutim, da je z menoj. Potem zanesljivost. Zanesljivost, ki se izraža v tem, da dajem oporo, da pomagam nositi, da sem zares navzoč. Tudi tedaj, ko je potreben bolniku strelovod. Tudi tedaj, ko se mora razbremeniti. Tudi tedaj. Spominjam se dogodka pred leti, ko sem obiskoval hudo bolnega moža na posteli. Dolgo je bil bolan. In ena od redovnic me je povabila, pater Marko, pejte, tam v eni samotni sobi živi, v nekem bloku,
tam, pri Tličju. In sem šel, predstavil, me je lepo sprejel, sva začutila drug drugega. On je verjetno začutil, da sem res iskreno tam, dobrohotno tam. Ob nekem obisku zmenila so se enkrat na mesec, da ga obiščem, pa odprem vrata, ne maram, je zakričalo z postelje, ne maram obiskov. Onemel sem med vrati in sem šel. Samo pozdravil, ves pretresen. Ne maram obiskov, nočem te. In sem se vpraševal na poti k drugemu. Še sem šel na obiske. Ali grem še nazaj ali ne. Pa sem šel. Čez 3 tedne, približno isti čas. Pa mi je odprem, potrkam in odprem. Pa ste le prišli. Pa ste le prišli, je rekel. A veste, celo noč nisem spal, same bolečine in sem moral izkričati, ne maram. In potem, čez dober mesec, sveta maša po mnogih letih na domu in za tisti božič večnost tega moža. Bog je dal milost, da sem lahko bil zvest. Naslednja vrlina, velika pripravljenost za iskanje. Iskanje, kje je ta človek, poslušajoče uho, pozorno srce, sočutje, kje je ta človek zdaj, da ga najdem. Kübler-Rossova je imela zelo pomenljivo misel, ta velika zdravnica med hudo bolnimi umirajočimi. Ne vprašuj se, ali ve, da je hudo, ali ve, da gre bolezen k smrti. Ne. Ne vprašuj se tega, ali ve. Ali ga slišiš? Ali ga slišiš? Torej to iskreno poslušanje, iskanje, kje je, da ga najdem, da ga objamem, vedno v imenu človečene, križane ljubezni. Potem pa duhovna odprtost, 5. vrlina, za priložnost, da bi skupaj z njim priromala na goro blagrov, na goro razodevanja, na goro zakramentov. V vsem spremljanju so tako dragoceni odnosi, kajti ta človek je bitje odnosa. Tam so člani družine ali pa njegova samota, če je samorastnik na poti skozi svojo zgodbo. Pa so vendarle morda ljudje z nekim odnosom. Vsekakor ob družini svojci, prijatelji, sosedje, delovno okolje, bolnišnično osebje. Zelo pomembno je začutiti te odnose, jih podpirati, se srečati z njimi, zato, da bo lahko ob tem človeku bogatejše meddružinsko okolje, da bo lahko tam doživljal zaupanje, varnost. Zelo dobro pravi dr. Klevišarjeva, lahko je nekdo telesno popolnoma zdrav, pa doživlja življenje kot težo, ker v okolju, kjer živi, ni sprejet, nima možnosti za pristne človeške odnose ali pa morda ni sposoben zanje. Človek, ki tako doživlja življenje, je zares bolan, pravi dr. Klevišarjeva. Obratno pa je lahko nekdo telesno zelo bolan, pa se v svojem jedru počuti zdravega, ker ima možnost za pristen odnos z ljudmi, ki ga imajo radi in so tudi v težki bolezni pripravljeni človeško spremljati. Zato krepiti odnose. Koliko pomeni v moji izkušnji bolniške pastorale?
To, da smo se srečali s svojci. Dostikrat so bili nemočni. Včasih so celo napak, pretirano pričakovali od kakor vsemogočne medicine. Ne, ampak ko smo se poslušali, smo globlje začutili, kje smo in kje je ljubljeni človek, njihov bolnik. In z osebjem, da si, to je v naši bolnišnici ob reki Krki tako dragoceno, ker je toliko pogovorov, pobud, pojasnevanj, da bi njihov brat, bolniški duhovnik, bolje razumel tega bolnika, kateremu so ga povabili, da bi lahko prav začutil, bolje prisluhnil, bolje spremljal. In oni tudi, ko jim podelim izkušnjo pogovora, dostikrat je tudi lahko novica zanje, primerna za sporočilo, da bodo lahko bolje oni začutili z njihovim bolnikom, oskrbovancem. Kako pomembno je živeti pristne odnose. Se je včasih zelo težko, posebno takrat, ko ne veš, sploh ne veš, kaj bi rekel, kako bi pristopil. Ampak ne bojmo se, preprosto človeško, z molitvijo v srcu, poslušati in potem iskati odgovor, pa tudi priznati. Koliko je treba reči, nemočen sem, trepetam, ne vem, kaj bi rekel, ampak želim biti ob tebi in molim za to, da bi ti bilo bolje, da bi ti Jezus razodel. Kolikokrat prav to molitev, Gospod razodeni, izrekam v srcu in tudi ljubljenemu človeku na bolniški posteli. Gospod razodeni. Naše duhovno, pastoralno spremljanje zahteva človeka srca. Srca, kjer mora prositi za modrost, kjer mora prositi za notranjo moč, kjer mora prositi za to, da bi Bog po njem, po tem preprostem kanalčku milosti deloval. Naj omenim še 6 resnic za tistega, ki želi spremljati in ki želi srečati bolnika čim globlje iz svojega pristnega, toplega, človeškega odnosa in iz svoje vere. Bog daj to milost. Prva resnica, prenašaj in podpiraj. Pomeni, ostajaj pri človeku, bodi zvest. Podpiraj, da bo mogel doseči tisto, kar ga bo utolažilo, ko se bo prepustil objemu ljubečega, križane ljubezni. Išči in vztrajaj, ne prehitrih odgovorov, ampak preprosto bodi blizu, poslušaj. Srečaj celotnega človeka, telo, dušo in duha. Ne zboli samo telo, ne zboli samo duševnost, zboli celota. Velikokrat spodbujam svojce, ko vprašujejo, ali bi povabili ali ne. Tolikokrat jih je strah, bolj kot pacienta. Ali ne bi počakali, da bo padel v komo? Ali ne bi počakali, da bi morda takrat, ko ne bo več zavedanja? Ne. Približati, in to je stvar pogovora, bolnika z najbližjimi. Približati, da sakramenti niso breme od zgoraj, niso obsodba na smrt, posebej maziljenje. Tolikokrat so ti nesporazumi. Zgodovinski nesporazumi, ker so podeljevali ob koncu življenja zaradi obilne pokore v nekem obdobju zgodovine. Ne, sakramenti so hrana. Najprej svoboda v sakramentu sprave,
potem hrana v Evharistiji, kruh življenja, potem v bolniškem maziljenju, tista podpora, ki jo krepi, zato, ker je Jezus sklonjen, kot je bil ves čas med nami, dokler ni iztrpel na Kalvariji in zmagal. V stajenju sredi človeškega je bil in se sklanjal. Zato je maziljenje okrepitev, podpora, zato, da bo lahko, da bo zmogel. Zato so sakramenti. Ko srečam celega človeka, moram usmeriti misel tudi v duhovno. Zato se vedno usmerjam k Jezusu. On je tisti, ki mora biti v središču. V bolnikovem srcu, med nama, svojci, z bolniškim osebjem. Biti zanesljiv in zvest človeku je napor ljubezni, a tako zelo potreben. In včasih, kot je rekel vzhodno-nemški duhovnik, ki je bil pred leti v Ljubljani, pomenljivo, biti kot ljubezniv koš za smeti. Zakaj? Da vam bolnik vse vrže, ko nikamor drugam ni mogel, v tisto papirnato vrečko ne sodi. Drug mu ni ponudil kakšnega koša, ki bi blizu srca bil pripravljen kot humus. Ko vse vržeš, vam pa osveti vrtnica, da bi ponudil, da bo lahko vrgel, da se bo breme, da se bo razbremenil. Biti strelovod, biti koš za smeti, biti tisti, ki bo lahko omogočil, da bo iz trpkosti in bolečine obraz preletel smehljaj svobode. Duhovna skrb z sakramenti je romanje iz človečnosti proti božanskosti, vse pa je v Jezusu zjedreno v eno samo usmiljeno ljubezen. Sakrament sprave, spovedi, mora biti pot k svobodi. Pot k svobodi iz zavozlanosti in da se odpre sprava tudi z ljudmi, z bližnjimi. Ne morem pozabiti obraza očeta našega ministranta v Novem mestu, kjer je bil spor z njegovim bratom dolgotrajen. Dolgo se niso mogli srečati. Ta mož, oče našega ministranta, je zbolel za rakom. Spremljal sem ga, ker je povabil njegova žena, družina. In mi je tudi omenil, da je to njegova bolečina. Nekega dopoldneva potrka na duri in vstopi ta brat. Na duri njegovega doma, ker je bil med zdravljenjem doma. In pogovor, sprava, tako milostno, tako blagodejno. In ko sem prišel na obisk, ko bi videli tisti obraz, brat je bil pri meni, spravila sva se, zdaj smo skupaj. Čez nekaj dni je ugasnil. Sakrament sprave moramo živeti vedno v odnosih. Vedno bo radostna različnost in vedno bo boleča. Kako pomembno je živeti spravo, posebej takrat, ko moraš s pogledom na preteklost življenje usmeriti proti večnemu. Kako dragocena je sprava in živeti jo vsak dan. Živeti jo v prostoru odpuščanja in usmiljenja, pomeni tudi živeti jo v praznovanju človečnosti in Božjega. Kako dragoceno. Potem Evharistija. Nadškof je tako pomenljivo poudaril majhnost, majhen košček kruha, z božansko ljubeznijo, z neskončno ljubeznijo. To je Evharistija, majhno, včasih samo drobec, pomočen z vodo v težkega bolnika ali bolnico. Pride Jezus, napolni srce
In kakšno upanje, kakšna moč se razlije, koliko izkušenj, da je košček kruha majhnost postala brezmejnost. In bolniško maziljenje. Jezus se je sklanjal v bolnikovo trpljenje, bolečino, ogroženost. In tudi danes se sklanja. Poglejmo, kaj pravi rimski obrednik. Človek, ki je nevarno bolan, potrebuje posebne božje milosti, da bi ga stiska duševno ne strla in da bi v skušnjavi morda celo opešal v veri. Kristus zato svoje bolne vernike utrjuje z sakramentom svetega maziljenja, ki je zanje najmočnejše varstvo. Ta sakrament bolniku posreduje milost Svetega Duha, ki celotnemu človeku pomaga k ozdravljenju, mu krepi zaupanje v Boga in ga utrdi zoper skušnjavo hudega duha in zoper strah pred smrtjo. Vse zato, da bi hudo ne le bolje prenašal, ampak tudi premagal in zadobil zdravje, če bi mu bilo to v duhovno korist. Če je potrebno, odpusti tudi grehe in dopolni krščansko pokoro. Sakrament maziljenje, ki zaznamuje z dotikom Jezusove ljubezni, da bi človek v bolezni in trpljenju, v težji starosti, v resnem položaju telesa, pa tudi duševnosti zmogel zaupati in nositi. In kaj storiti, če bolnik noče, če odklanja, če ne zmore? Spominjam se z onkološkega inštituta, ko sem prišel v sobo in povprašal o sakramentih tudi tiste, h kateri nisem bil povabljen. In neka gospa mi je rekla, ne morem. Potem sem še prišel in vedno ne morem. Ni rekla nočem, ne morem. In ko sem doživljal, da prihaja sestra smrt, sem znova tvegal. Ne morem. In se obrnila proč k zidu. Mislim, da sem bolj odtaval kot šel v kapelo. In potem sem mogel edino to, da sem prosil Gospoda, da sem molil. On edini ve. Kaj je bilo v tistem ne morem, ve samo on. In kaj je bilo v njenem srcu, ko se je srečala z obličjem usmiljenega Boga, vesta samo ona. A v nas je upanje. Ko kličemo milost, smo se pridružili temu občestvu vseh, ki imajo bolnika oziroma ki so imeli to gospo radi. Smo se pridružili s klicem milosti vsem, ki molijo za bolne in trpeče. Smo klicali prošnjo in milost očetu, da bi bil, da je, da bo usmiljen. On ve. Prepustimo Božji previdnosti, Božjemu usmiljenju.
Bolniško maziljenje je sveto znamenje. V majhnem, s preprostim pokrižanjem z bolniškim oljem, ki ga blagoslovi škof pri krizmeni maši na Veliki četrtek. V tem majhnem znamenju je neskončnost Jezusove ljubezni. Zato vas vabim, da k zakramentu tisti, ki spoznavate, da je bolezen resna, teža starosti velika, preizkušnja težka, da z zaupanjem pristopite in ga sprejmete, ko bo zdajle obred bolniškega maziljenja. In vabim vas k temu, da bi bili misionarji tega maziljenja tudi v svojem okolju, da bi povabili tam, kjer se lahko približate spoštljivo, sočutno in nagovorite bolnika. Ne boj se, to ni poslednje olje, znanilec smrti. To je zakrament, znamenje, da je Jezus blizu tebi, da te podpira, da te želi okrepiti, da te želi objeti, da te želi podpreti, da je s teboj. Bodite misionarji tega veselja iz življenja v življenje, tudi po zakramentu bolniškega maziljenja. Naj Gospod vse, ki ste tu v občestvu, ljubeče objame in vas spremlja in vodi, da bi mogli mi vsi spremljati drug drugega, posebej pa bolne, hudo bolne in umirajoče, da bi bili spremljevalci upanja, zato pričevalci usmiljenja neizmerne Božje ljubezni.